Svoje delovanje, kot rečeno, smo usmerili v preventivno dejavnost, v operativno delovanje, v sistem izobraževanja in usposabljanja, ter bili aktivni tako kot doma tudi v mednarodnem okolju. Posebej v preventivni dejavnosti želim izpostaviti povečevanje zmogljivosti, ki ga predstavlja izgradnja opazovalnih omrežij za pravočasno napovedovanje ter spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, predvsem izpostavljam sisteme za zgodnje meteorološko, hidrološko in lavinsko opozarjanje. Podatki iz teh omrežij nam omogočajo namreč pravočasno napovedovanje in opozarjanje prebivalcev na preteče nevarnosti, predvsem naravne nesreče, kakor tudi pravočasno vzpostavljanje pripravljenosti reševalnih enot na določenem delu naše države. V letih 2009 in 2010 smo posebno pozornost namenili osveščanju prebivalstva, in sicer z aktivnostjo na temo požarna varnost v 3. življenjskem obdobju ter na temo ogenj ni igrača. Izpostavljam ti dve temi predvsem zato, ker smo zajeli dve ključni skupini naših prebivalcev, in sicer s prvo temo naše starejše prebivalce in s drugo temo naše najmlajše. Pri preventivni dejavnosti želim poudariti tudi posodabljanje državnih načrtov zaščite in reševanja, oceno ogroženosti, predvsem pa sta bila novelirana dva državna načrta, in sicer načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova ter načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči. No, na tem delu so bili izdelani vsi regijski načrti zaščite in reševanja za ukrepanje ob množični prometni nesreči na avtocestah in v cestnih predorih na avtocestah. Izziv prihodnje na preventivi nam predstavlja predvsem krepitev koordinacijske vloge Uprave za zaščito in reševanje pri usklajevanju preventivnih dejavnosti, ki so v pristojnosti različnih ministrskih resorjev. V ta namen potekajo aktivnosti za oblikovanje nacionalne platforme za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter platforme za naravne nesreče v okviru Alpske konvencije. V okviru operativne dejavnosti je bila izvedena reorganizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč na državni ravni v smislu zmanjšanja sestave pripadnikov civilne zaščite, ki pa je usmerjena k njeni specializaciji. Konec leta 2009 je bilo tako v sile zaščite in reševanja in pomoči vključenih 789 poklicnih pripadnikov, 45.656 operativnih prostovoljnih pripadnikov in 2.133 pripadnikov dolžnostnih struktur na državni ravni. V istem času so upravili, v istem letu, se pravi v letu 2009, so upravili 9472 intervencij, na kateri je sodelovalo preko 71 tisoč reševalcev.